Are you listening? You crazy mother. Long story short, fanta še spita, jaz sem pa malo na sprehodu po Nici, raziskujem mesto, ki je definitivno najlepše zjutraj. Kadarkoli grem v kako veliko mesto, si vzamem tako tam med 7 in 8 zjutraj čas, zato da naredim en sprehod, ker če čisto vidiš, kako živijo pravi ljudje v pravem mestu. Tako da vele mesta so zjutraj tak za moje pojme najlepša, pa so pa čisto overcrowded s turisti. Zdaj pa mogoče en tak čist popotniški nasvet, namreč jaz vsakič, ko obiščem neko mesto, obiščem tržnico tega mesta, ker tržnica mesta, ja, je duša mesta. Tam so ljudje, tam se stvari dogajajo in če kaj priporočam, vsekakor priporočam, da si v Nici ogledate tržnico, ker je, dajmo temu reči, zelo pristna. Še ena stvar, ki je precej tipična, pa jo boste opazili v mestih, kjer se dobro živi. Olive. Ja. Tam, ko se dobro živi, tam so olive. Jaz tako pravim. Na tamle gor izgleda pa picture perfect spot za pit kavico. Če za Nico duša mesta, tržnica, je pa srce sigurno plaža. Mogoče tako je čisto enostaven nasvet za vse, ki bi radi obiskali Nico. Vzamite si dan ali pa dva za to, da sploh začutite življenje v tem kraju, ker namreč kraj je res amazing, treba ga je pa tako nekako posrkati vase, se iti skopati, iti zjutraj na kavo, iti puštati sunca zvečer, doživeti ta prav vibe. Tako da mi smo se zdaj odločili, da danes obdelamo še Monako, potem bomo solkali Nico. No, uspeli smo se sparkirati, smo v Monaku in zdaj gremo malo po mestu raziskovati. V bistvu se bomo čisto prepustili, no bomo upoštevali, znači tam, ko nam bo všeč, se bomo dol poknili. Tako da to je to, pejte z nami. Evo, tamle v zadnji pa najbolj slavna stavba v Monte Carlo in sicer kazino. V bistvu James Bondova rezidenca, po domač povedano. Pa rezidenca res zelo bogat premožnik, no. Tako da, če prideš tukaj v ta konc, imaš največ možnosti, da vidiš kak res hud avto. Evo, tukaj imamo enega
brand spanking new Lambo Urus, poleg seveda normalnega, Brabus je, to ni navaden, ne. Imamo enega Brabusa, nice, ampak tole, RS2, tole pa je seksi, ne. Sej nisi normalen. Mi smo imeli tega prečudovitega Monte Carla zadost. Pravili smo 3-4 urce, da smo videli te glavne stvari, valjda nismo videli skoraj nič. Tako da, to je to, kačmo. To je to za ta denar. En zelo pomemben nasvet za vse tiste, ki se odpravljajo tam v Monaco oziroma Monte Carlo. Dajte si izključ prenos podatkov, kada ga še bo Monte Carlo vsekal z eno tako dobrodošlico, ki se reče, ja, precej visok račun za telefon. Tako da. Now everybody sing that shit. Now everybody sing that shit. Johnny always. Evo, naredili smo za jest. Evo, naredili smo malo za jest, Tu sem ene makarončke sem naredil z malo pesto tom, fuck, Nehi no. Dej no. Pridni smo skuhali. Ja, se je bilo tež, brez nožev pa brez posod. Apartma, ki nima ne nožev, ne posod. Pa ne mize. Science fiction. West side, living in a city where the skinny niggas die and a semi-bullet fly, but it turned me to a lion. Tako, zadeva preprosta. Mi smo šli malo ven, ampak s fanti se ne da sploh delati, zato ker... Zdaj smo pa tukaj, zdaj bomo pa šli, pa bomo malo povlogali. Give me the camera, Ej, jaz sem pa kulten, vlogam. Dokaz, da je tale Yamaha res kulten. Jaz se ne morete reči, da je kaj drugega. No, zadeva je čisto preprosta. Mi da smo na poti v Cannes in pa Antibes. Žana sem pustila doma, ker ima stvari za zmontirati. Namreč ni naredil domače naloge in dokončal enega videa čez večer, tako da ja, lej. Takle imamo, če imaš fotra, ki je vloger, pa se mora stvari biti narejene. Je tako, da včasih, če ne narediš domače naloge, pač je tako. Dejstvo pa je, da je zdaj Žan v praksi, kar pomeni, da obvezni šolski praksi, pač tukaj ni heca, zadeve mora biti narejene in če niso narejene, jih je treba narediti, tako da to je to. No, tako zgleda, pa ko parkiraš v Cannes. Dajmo temu tako reči, spa je več na telefonu, kot za volanom, ampak that's also usual in Cannes. Če hočeš res
kar spodaj, potem v bistvu Kane na najboljših pozicijah. Tukaj se pere Ferrari mim, v zadnji Pagani Huayra, še malo bolj v zadnji Bugatti Chiron, tamle. Se pravim, sploh hajš ne govorim, živa pornografija. Tole pa tudi redka žival, in sicer Mansell Stallone. Tole pa po mojem ne vidiš, to je pa tako rare, tega pa praktično ni, no, tako da... ja, totalne egzote vidiš, tako da kaj vidiš mogoče enega precej hudega lambota, da sploh ne gane več, ker zraven je že. Ja, da vidiš Chiron, tako da ni ga kar mi tapa, ampak pazi, ni samo en Chiron, poglej tole, tam v zadnji je že drug. Zdaj, če veste, da je teh avtov tako narejeno serijsko pod 1000, ne, pa če najdete v roku 100 metrov 3, pol veste, kje je denar, tako da, to je to, dosti je bilo pozvanja tega božanja, tega pleha, gremo naprej. Kaj jaz vem, da je tam naprej še kaj. Tako da, če vidiš, kaj se tam v zadnji dogaja, ne, pol veš, da sploh ne začnem naštevati, ker je ta video enostavno. Za moje pojme bi bil čist predolg, če bi naštel vse avtomobile, ki smo jih danes videli. Zdaj recimo tam vidim G-Wagon, unga 6x6. Tudi stvar, ki je drugače ne vidiš, tako da, lej, v bistvu je vse, no. Zdaj smo videli 3 različne Chirone, Aventadorjev, itak malo morje, to je že skoraj normalen avto, tako da, kar se pa tiče G-Wagonov, se pa v bistvu samo še G-World, ne, pa vidiš tole, ne, pa veš, da so vsi ostali peasants, ne, kmetje, ker tole pa, kaj če ti reči? Tole, vidiš? To je pa čisto pizdarija. Tako, dosti je bilo zdaj tega vsega skup. Mi da sta čisto mokra, sploh ne vemo od česa, ampak dejstvo je, da gremo malo se pokopati. Evo, mi se pakiramo domov. Na poti... Činče in gadajske nam dajo. Še enkrat. Nismo zaključili, nismo se spakirali. Zdaj gremo po malo Ferrarijev v muzej. Ej, fuck. Tako, zdaj. Tako, zdaj. Dušno se uvakno, ej ga. You're doing me a favor. V glavnem, mi gremo dan. Fuck ej. No, v glavnem, mi gremo zdaj domov in na poti domov bomo naredili še en detour oziroma en ovinkac in se ustavili v Ferrarijevom muzeju. Tako da to bi se to. So proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now. For every mother and every child, every brother that's caught in crossfire. Zanimivo.
Zdaj nam bo Žan pojasnil v bistvu, kaj pomeni one of Ferrari, ali kako bi šlo k temu neko. To vejo, vse to je logično. Ferrari ima pač vsake par let ima neko folo, ki naredi one of avto, ne. Naprimer vzamejo v tem primeru Ford Corvette Italijo, bo naredil v bistvu tega SP12, ki je one of, pa to so pa bolani denari. Letos naprimer je bil releasan SP38, J50, sicer ni bil one off, mislim, da se je 1, 3, 4 so, ampak pač vsake par let imajo foro, ki naredijo. Zdaj, dejstvo je, da so najboljši avti manjkali, ker si ga muzeja Enzo Ferrari pa Ferrari muzeum si sposojal, tako da mičkam tega italijanskega natega je bilo čutiti v zraku. Kjer so manjkali? Kjer je avti vse? Manjkale F40-ka, F50-ka, to sta najboljša avta 80 pa 90-ih. Manjko ni bilo Enzota, ni bilo LaFerrarija, ni bilo 250 GTO, ni bilo 250 California, najdražje avto na svetu. Ni bilo Testarose. Ni bilo Testarose. Najboljši Ferrarijo ni bilo LaFerrarija, to sem že rekel. Bilo je pač par modernih avtov, pa vse starih je bilo tudi dosti, sicer bolj teh Le Mans, pa tega. Vse ostalo pa. Tako da ja, bodite previdni, malo se pozanimite, kaj je, če hoče kaj prav posebenega videti. Ja. A je to bilo vse zdaj za to vloganje? Lahko nehamo vlogati tega vloga. Lahko še eno zaključno, če bomo čisto mokri. Fuck, se vidimo na naslednjem vlogu. Fuck, se vidimo na naslednjem vlogu. Ok, ajde. To je bilo to. Mislim, najboljši avto, iz vsega obdobja je najboljši avto manjšo. Cela kriza igra. Jebet tega Italijana rej, spet nas je nategnil. Enzo, da ima, če je Enzo to muzej, nosi da ima to najboljši avto. Iste avto smo videli, ko smo jih na ulici videli. Si predstavljaš?